Jernej, kako najstnika naučiti biti zbran oziroma da je pri stvari, ker ga malo stvari zanima? Prvo, da vodite zgledom, da ste vi zbrani, ko delate eno stvar. Ne da medtem, ki se z njimi pogovarjate, ste še na telefonu, pa kuhate, pa čiste, pa milijon stvari hkrati počnete, pol pa hočete, da najstnik bo pa zbran na eno stvar in bo držal fokus in ga ne bo nič drugega spravljal iz tira. Če on hoče biti isti kot vi, ali pa še boljši, ali pa če vi lahko tudi on. Se pravi, vi poskrbite, da imate vi fokus, da ste vi zbrani, s tem ga najbolj učite, zakaj je to pomembno. Naslednja zadeva, zakaj je pomembno biti zbran, ker je to ena zelo dobra sposobnost, ki jo danes redko kdo ima, zaradi družbenih omrežij, vsi slajdamo TikToke, Instagrame, Snapchate, Facebooke in tako naprej in bedno, dolg čas, malo zanimivo, dolg čas in se nam zmožnost fokusa krajša iz dneva v dan, bolj, ker smo na družbenih omrežij, manj imamo tega fokusa, ne. In potem je težko pričakovati, da ga bodo oni kar imeli izmed. Se pravi, kaj lahko s tem naučite je, da je pomembno v življenju imeti neko sposobnost, nek skill, ki pomeni, da ima fokus in hkrati, da ima lahko tudi fokus na stvari, ki jih noče početi. Ko bodo šli v službo mladi, tudi mi odrasli, ki hodimo ali pa imamo svoje biznise, je tle en kup nalog, ki jih moramo delati, ki se nam ne dajo delati, ki nam niso ljube, kaj bi dal, da jih ne bi rabili. Ampak če jih ne, pa čas zgubimo službo ali pa se biznis ne širi tako, kot bi si želeli, in posledično je manj evrov in posledično potem vse, kar pride s tem. Se pravi, to jih naučiti. In kaj narediti, da bodo res zbrani, odstraniti vse distraktorje, se z njimi pogovoriti, zakaj je to dobro, če se ga zdaj učiti in se bo še eno uro učil in daš vse distraktorje stran, telefone, slikice na steni, nad pisalno mizo iz morja, na steno za sabo. Zakaj? Ker se uči, pogleda gor, vidi slikico iz morja, že odplava. Telefon itak jasno, zakaj. Računalnik, samo če ga uporablja za učenje, ampak največ 3 zavihke odprte, ki so povezani z snovjo. Drugače računalnik stran. Vse distraktorje stran. In na začetku ne bo luštno, ker bo glava gledala okrog, vse bo bolj zanimivo. Ampak s časoma, če se danes lahko skoncentrira 5 minut, jutri 6 minut, pojutrišnjem 8, čez 1 mesec, 2 meseca bo lahko 45 minut brez problema držal fokus, 5 minut pauzo, še 45 minut in jaz verjamem, da se pol večina otrok danes za 1 uro pa pol čistega fokusa na dan lahko reši šolo brez problema. In probajte tudi vi, a ne. Res je pomembno, da distraktorje damo stran, več je distraktorjev, manjši je fokus, bolj razstreljeno življenje. Tako da, evo, to je to, lep večer še naprej, pa se vidimo naslednjo sredo. Čau, čau.